Kratka predstavitev Srednje elektroračunalniške šole Maribor. Stvari, ki so vsaj zame, pa seveda za dijake, najpomembnejše. Izobražujemo za zelo iskana poklica, elektrikar in elektrotehnik. Za oba lahko rečemo, da jih trg išče tako rekoč z lučjo pri belem dnevu. Imamo tudi programa računalnikar in tehnik računalništva, ki sta izjemno zanimiva, omogočata samozaposlitev, tehnik seveda tudi nadaljevanje izobraževanja. In kar je še posebej pomembno, imamo tudi poklicno-tehniško izobraževanje za programa elektrotehnik in tehnik računalništva, kar pomeni, da lahko dijaki, ki končajo za elektrikarja ali računalnikarja, nadaljujejo in dosežejo 5. stopnjo izobrazbe. Zelo zanimiva je tudi tehniška gimnazija, široko paleto izbirnih maturitetnih predmetov. Tu imamo tudi vrsto športnikov in njim prilagajamo pouk, tako da imajo skoraj podobne pogoje kot v šolah s športnimi oddelki. Kar je verjetno za dijake in starše še posebej zanimivo, kvaliteten pouk in izvenšolske dejavnosti. Če se malo precenjujemo, smo morda v minulem letu bili najuspešnejša slovenska srednja šola. Dosegli smo 2 prvi mesti na svetu in 1 druga. Posebej smo ponosni na uspehe na takih področjih, ki so izjemno tehnološko zahtevna. Tako sta 2 naša dijaka, Tadej Tofant in Bojan Potočnik, julija lani v Istanbulu v Turčiji dosegla 2. mesto v robotiki in samo teden dni kasneje dijak PTI programa elektrotehnik v Bratislavi na svetovnem srečanju raziskovalcev 1. mesto na področju elektronike in mehanske tehnologije. Dijaka, ki sta dosegla odmeven rezultat v Istanbulu, sta si zaželela nastopiti tudi letos na svetovnem tekmovanju v robotiki RoboCup Junior Rescue A, torej reševalni robot, ki bo naslednji mesec v Mexico City. Zlahka sta me prepričala, da jih podprem, ko sta rekla, da nista zadovoljna z 2. mestom na svetu in da bi bila rada prva. Nekaj, kar ne sodi sicer pod izobraževalne uspehe, je pa potrebno vseeno omeniti, je uspeh našega dijaka tehniške gimnazije Mirana Žgajnerja, ki je na svetovnem pokalu v raketnem modelarstvu zmagal in prvič v zgodovini tega tekmovanja se je zgodilo, da je mladinec zmagal v članski konkurenci. Pri teh velikih mednarodnih uspehih skoraj ne omenjamo rezultatov na državnih tekmovanjih, ki tudi niso zanemarljivi. Podatek, da smo bili lani prvi v angleščini in pustili za sabo 15 splošnih gimnazij, ali drug podatek, prvi v nemščini, prvi v matematiki, sicer na področju srednjega strokovnega šolstva, tudi govorijo o dobri podlagi naših dijakov. Posebno pozornost posvečamo pri nas dijakom statusi. Tu imamo dijake s posebnimi potrebami, za katere je organizirana učinkovita učna pomoč. Imajo seveda, delajo po posebnem izobraževalnem programu, IP-ju, kot ga imenujemo, individualnem programu, moram reči. In seveda nadarjeni dijake vključujemo v raznovrstne dejavnosti. Tako nam vodijo v krožke, predstavljajo naše programe v osnovnih šolah in seveda so promotorji vseh možnih dejavnosti v šoli. So pogosto v vlogi asistenta pri pouku. Se pravi, da tak dijak pomaga učitelju izvesti pouk. Poleg statusov, ki so splošno znani, daje šola še 2, ki sta morda karakteristična samo za nas. En je status raziskovalca, zelo podpiramo raziskovalno dejavnost, in drugi status je status demonstratorja. Ti dijaki so tisti, ki sem jih prej omenil, se pravi, da predstavljajo šolo pogosto celo samostojno zunaj, torej v osnovnih šolah. Imamo tudi dosti zanimivih prireditev, poleg številnih krožkov, ki niso samo
z tipično našega področja, torej elektrotehnike, računalništva, robotike, elektronike, tudi zelo torej zanimive iz nogometa, odbojke, košarke. Pred leti smo bili tretji v državi v nogometu in dijaki imajo možnost, še posebej nadarjeni, da se dokažejo na številnih šolskih prireditvah. Tako imamo svoj rock koncert, imenuje se Serge Rock, imamo pa tudi prireditve kot Mozaik ustvarjalnosti, novoletni koncert, sprejem novincev, predaja ključa in podobne.